En lep pozdrav v SBC-vem podcastu, kjer se bomo danes malce tresli. No, v resnici se ne bomo tresli in si tega niti ne želimo, ampak dejstvo pa je, da je Slovenija zagotovo potresna država. Zdaj, kako se točno to reče, me bo gostja na moji levi prav gotovo popravila, ampak imeli smo kar nekaj uničujočih potresov, vemo, kaj se je zgodilo z Ljubljano, vemo, kaj se je zgodilo v Posočju, vemo, kaj se je pred nekaj dnevi, pred 50 leti zgodilo pri naših sosedih. In dejstvo je, da potresov ne moremo napovedati, prav tako pa so lahko posledice le-teh izjemno hudi. In kaj lahko torej naredimo? Najprej se vprašajte, preden sploh začnemo ta pogovor, ali imate vašo nepremičnino zavarovane. Potem se vprašajte, kakšno je to zavarovanje, kaj vam krije, in drugo vprašanje se mi zdi, da morda še bolj ključno je, kakšna pravzaprav je vaša nepremičnina, vaša stavba, ali je potresno varna. O vseh teh vprašanjih, predvsem pa tudi odgovorih, bomo danes govorili s 3 gosti, ki so polni znanja in pravih odgovorov, in upam, da bomo ob koncu le-tega imeli kakšnega poslušalko ali poslušalca več, ki bo rekel, ok, zdaj pa točno vem, kakšna je moja hiša oziroma stanovanje in kakšno je moje zavarovanje. Hvala lepa vsem 3, da ste prišli. Živjo. Živjo, dober Že dan. vas zdaj točno lepo predstavim. Najprej Anita Jerše Šarma, seizmologinja z Agencije Republike Slovenije za okolje, ARSO Ja. rečemo, je to v redu? V redu. V redu, Ja. okej. Katja Vaupetič, aktuarka z Agencije za zavarovalni nadzor. Ja? Dober dan. Bom pol še malce vprašal, kaj to v resnici pomeni, ne, ta naziv. In pa Peter Filip Jakopič iz Zavarovalnice Triglav, je lep pozdrav. Lep Živjo. pozdrav. A lahko najprej ta naziv razrešimo, kaj to pomeni? Ja, sliši se Resno? resno. Recimo, da je to nek zavarovalniški matematik. No. Aha, no. Kratko povedano. Danes bom s 3 matematiki v studiu. A je bila matematika pri vseh 3 pomembna tema v življenju? Mislim, strokovno oziroma šolsko niti ne, moraš Zdaj pa. pa malo vsaj afinitete imeti do tega, drugače se s temi stvarmi pač Ne bi ne ukvarjal. moreš ukvarjati, tako je. Pri vas? Tudi kombinacija geologija, fizika, matematika. In zdaj se vse vrti okoli številk, ker mi vas samo za Ja. številke sprašujemo, ne? Koliko se je treslo, ponavadi tako, ne? Ja. Pri vas pa tako ali tako, ne? Če je že v nazivu to, ne? Ja, recimo, stilijske smeri. Še ena ne tako resna tema, ne, da ne bo tako napeto. Ko ste prišli k nam v studio, a ste pogledali, kakšna stavba je, ne? Če je potresno varna. Ja, predvidevam, da je. Te po novejših standardih stavbe bi morale biti potresno odporne. Okay. A me boste zdaj za ta uvod popravili, ker sem rekel, da je Slovenija potresno nevarna država. A je to pravilno? To je zdaj čista Ja. osnova. Bi rekla, da v primerjavi z drugimi evropskimi državami bi rekla, da je srednjo oziroma zmerno potresno nevarna država. Lahko pričakujemo potrese, ki bodo povzročili škodo na stavbah, pa vplivali na vsakdanjik življenja ljudi. Moramo se zavedati, da v izjemnih primerih pa tudi lahko pride do smrtnih žrtev in pa rušenja stavb. In vse to smo pri nas videli kar velikokrat že, a ne, v zgodovini. Ja, v zgodovini že kar, ja. Samo še pod vprašanje, če vprašam v jeziku, kjer ga razumem tudi sam kot lastnik nepremičnine, to, kar ste mi zdaj povedali, kaj naj to pomeni za moj pregled doma, ko bom prišel skozi vrata in pogledal, kje jaz živim. Aha. Stavba pa ni ta novejša, kot ste zdaj rekli, je stara 22 let. No? Aha. Ja, mislim, predvsem priporočamo vsakemu posamezniku, da se o tem pozanima, s kakšnimi materiali je stavba grajena in preveri, ali je potresno odporna. Potem predvsem priporočamo, da nekaj preprostih stvari, ki jih lahko vsak naredi, so to, da pritrdijo omare na steno, da umaknejo težke predmete s polic, predvsem, če so te nad posteljo ali kje, ki bi lahko padle na glavo. Veliko dobrih smernic lahko dobite vsak na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Tam imajo lepo gradivo pripravljeno, smernice, kako storiti pred, ob ali po potresu. No, o tem se bomo še menili sploh po, kaj nas čaka, ampak pred morda pa, glede na to, da smo zdaj slišali, ne, na kakšnem lepem območju sicer živimo, ki pa je nepredvidljivo in ga težko napovemo, a ne,
A se tega Slovenci zavedamo? Ne vemo, zgodovino dobro poznamo, zdaj vidimo tudi pričevanja, zdaj je bilo kar veliko v poročilih, ne, kaj se je dogajalo pri naših sosedih, pri Italijanih, ker je bilo kar veliko smrtnih žrtev. A se to odraža potem tudi pri skrbi za naša življenja in premoženje? Je po mojem mnenju se resnosti potresa, tveganja potresa malo premalo zavedamo. Se nočemo zavedati, ker Hm. so možne posledice potencialno tako hude, da raje damo glavo v pesek. To je ena varianta. Ali pa mislim, da je to bolj prisotno, da so potresi v primerjavi s kakšnimi drugimi naravnimi nesrečami, poplavami, ki jih je verjetno vsak doživel, recimo toča, a ne, da je njihova pogostost manjša. To pa, da so pa posledice toliko večje, pa ne pride tako pogosto v zavest ljudi, ne. Zdaj, mogoče pa tudi razmišljamo, če bo pa res hudo, bo pa država pomagala, a ne. No, saj to je zdaj morda pa dobra iztočnica, ko so bile poplave res hude, takrat je država pomagala in smo to tudi pričakovali. Ko gre pa za potres, vi se pa ukvarjate potem s posledicami, no pa tudi prej z zavarovanji. Kakšne so vaše izkušnje? Kako ljudje gledamo na zavarovanje v primeru potresa? Ja, v bistvu, če grem en korak nazaj, Kar, ne, že zaščita hiš pa stanovanj kot premoženja, ne, ugotavljamo, da približno še vedno obstaja nekih 20%, po določenih ocenah pa celo 1/4 stavb, ki sploh ni zavarovanih. Se pravi, niti pred potresom, niti pred požarom, niti pred ničemer, ne. Tako da to je že en tak, bom rekel, ena kljukica, ne. Od tistih, ki pa se odločijo za zavarovanje, ne, se jih pa približno na tem segmentu, pač to, kar ste omenil, stanovanjskega fonda, ne, če temu tako rečem, je približno 40% stavb zavarovanih pred potresom, ne, medtem ko na poslovnem nivoju razni industrijski objekti, poslovni objekti, ne, pa ta delež še nekoliko nižji, ne. Tako da, če ga primerjam recimo s poplavo, ne, vedno gledamo tako before pa after, a ne. To, kar je že Katja povedala, ne, ugotavljamo, da je človeški spomin, seveda je pač obratno sorazmeren z razdaljo dogodka, ki se zgodi, a ne, kar konkretno pomeni, da ko sta bila v Zagrebu pa v Petrini potresa, ne, je ta v bistvu človeški spomin trajal tam nekje do 6 mesecev, a ne. To pomeni, da 6 mesecev po dogodku, a ne, smo zabeležili povečano povpraševanje, a ne, in je bila tudi ta zavarovanost višja, pol pa to začne upadati, ne. Če se zgodi potres v severni Italiji, a ne, ki je približno potresno tudi po nekaterih ocenah mi tako na isti tej liniji nekako sedimo, ne, če tako rečem, ne, Ljubljana, Zagreb, Petrinja, ne. Ko se tam zgodi, ta spomin traja ponavadi še manj, a ne, to približno neke 3 mesece, a ne. Če se pa zgodi dlje od tega, pa spomina pač ni, a ne. In enako je bilo pri poplavah, ne, poplave so v bistvu veliko ljudi so streznile, ne, v tem smislu, da so ugotovili, ne, da v kolikor niso imeli sklenjenega ustreznega zavarovanja, ne, in potem niso mogli v celoti nadomestiti, se pravi s sredstvi, ki jim zavarovalnica ponuja, ne. Medtem ko tisti, ki so pa imeli sklenjeno ustrezno zavarovanje, ne, so pa pač videli, da je ta zaščita čisto v redu, ne. Tako da nekako na ta način vse te nevarnosti potekajo, ne. Eno je to, kar je rekla Katja, ne, da je pogostnost pač zelo majhna, ne, drugo je pa to, da si ljudje niti ne znajo predstavljati, kakšne so te posledice, ne. Mi kot skupina, ne, smo tudi odpravljali škodo takrat na Hrvaškem, ne, se pravi tako v Zagrebu kot v Petrini, ne. In ko vidiš te stvari v živo, mogoče malo drugačen, eno drugo perspektivo dobiš, no, tako v tem smislu, ne, in ja, tako kot je tudi že kolegica iz Arsa povedala, ne, ta zgodovina slovenska, najhujši potres v Sloveniji se je zgodil v 16. stoletju, a ne, kar pomeni, da od takrat nimamo zelo neke hude dokumentacije, ne, tudi pričevalci, ne, jih verjetno ni več, ne, tudi to iz generacije v generacijo, ne, in verjetno imeli smo, ja, v Soči smo imeli pač te potrese, a ne, ampak tako primerljivo po tem obsegu pa je bila Petrina recimo veliko, v bistvu v zadnjem, če rečem, v moderni dobi bi lahko rekel, da je to največji potres v naši bližini bil. No, se morda res kar vprašanje zdaj za vas, ko govorimo o potresni nevarnosti, ne, če zdaj iz Slovenije malce skrčiva na
na območja, ne, ker takrat pozabimo, da je Slovenija res majhna, ne, da se Ne. povsod čuti. Mi imamo v spominu to Ljubljano, ne, ker tukaj so pričevalci fotografije, ki pričajo o tem, da je bila Ljubljana praktično porušena, ne, pa Posočje, ne, Posočje je tisti spomin, ko se vsi spomnimo tistega velikonočnega ponedeljka, ne, Ja. rečemo, to je bilo, in potem smo leta in leta odpravljali. Spomnim se tudi Petrinje, ja, takrat sem bil še na televiziji, ko so kamere prišle tja in smo se javljali, ne, takrat je bil to en tak velik šok, ne, smo rekli, to je pa res samo čez mejo, in potem smo čez leta šli pogledati in še vedno ugotovili, da so daleč od tega, da bi se ljudje in vrnili in zaživeli. Pa nas malce popeljite, no, skozi te velike potrese in mogoče tudi razbite mit, da je samo Ljubljana pa Posočje tisti del države, kjer sta potresno nevarna. Ali se motim? Ja, zdaj Slovenija leži na stičišču dveh plošč, se pravi jadranske mikroplošče in pa evrazijske plošče, in to pomeni, da se potem te napetosti v zemeljski skorji sproščajo vzdolž prelomov. Če pogledamo potresno nevarnost, zdaj moramo razčistiti spet pojma potresna nevarnost ali pa potresna ogroženost. Potresna ogroženost je kombinacija potresne nevarnosti, poseljenosti in pa ranljivost stavb, medtem ko potresna nevarnost direktno odraža potresno aktivnost. In zdaj, če govorimo o potresni nevarnosti, najbolj potresno nevarno bi rekla, da je zahodni del Slovenije, se pravi Posočje, okrog Bovca in Idrije, predvsem zaradi vpliva bližine Furlanije in pa tudi aktivnih prelomov okrog Bovca in pa Idrije. Najvišji projektni pospeški tal so bili zabeleženi prav v okolici Bovca, v bližini meje z Italijo. Tako da ne smemo pa, moramo omeniti tudi vzhod Slovenije, se pravi Brežice, tam je tudi kar aktivno potresno, sicer nekoliko ne tako močnejši potresi, pa še vseeno povzročajo nekaj lokalne škode. Če pa govorimo o potresni ogroženosti, potem pa je to absolutno Ljubljana, in to ne zaradi tega, ker bi bilo tukaj največ močnih potresov, ampak predvsem zaradi, ja, ker je poseljena, ker ima veliko število starih stavb, neobnovljenih in pa Na začetku sem rekel, da se bomo malo tresli, ne. Koliko potresov na dan zabeležite na Arsu? Pa ja, zdaj odvisno spet, ne, če je kakšen močan potres, potem je več popotresov. Nekje povprečno bi rekla 10 potresov na dan analiziramo. Čutimo pa jih približno 250 na leto, nekaj takega. No, to je skorajda vsak dan. Ja. Pa potem, ko slišimo, ne, vse te podatke, pa ko se spomnimo zgodovine, a se vam zdi, da bi vendarle vsaj na teh območjih morali se bolj zavedati te nevarnosti in da bi morda moral biti ta interes ljudi za zavarovanje vendarle večji, ne? Mislim, se odgovor je preprost, ampak ne. Ja, mogoče bi šli bolj v to, kaj lahko pa naredimo za to, Tako, da ja. bi bil interes večji. Zdaj, sigurno je prvi korak to ozaveščanje, ne, kamor sodi navsezadnje tudi današnji podcast, a ne. Zdaj bom rekla, zavarovalnice imajo veliko akcij, a ne, ozaveščanja, potem tukaj bi mogoče na ravni države pogrešali tudi kakšno akcijo s strani države, a ne, ker če zavarovalnice oglašujejo, pol ljudje rečejo, ja, saj samo Nekaj moram zaslužiti plačati, ne, hočejo, a ja. ne. Tudi govorili smo recimo na skupni delovni skupini, ki smo jo iniciirali kot Agencija za zavarovalni nadzor s predstavniki industrije in s predstavniki vpletenih ministrstev, kaj vse narediti za to, ne. In sigurno, ja, v okviru finančnega opismenjevanja je tudi to zavarovalniško opismenjevanje, a ne. Zavarovalnice, moram reči, ja, tako kot sem rekla, so zelo aktivne, tudi pred kratkim so bile zdaj ob obletnicah potresov delavnice in na zavodu za, kaj je že, ZRMK, a ne. Recimo mi kot skupina in kot agencija sodelujemo tudi s Fakulteto za gradbeništvo, kakšne študije z njimi naredimo, ne. Ampak ja, to ozaveščanje sigurno pomaga, ampak
za moj okus gre pa čisto prepočasi, a ne. Zato ker potres se pa lahko zgodi jutri, Ja, ne. lahko. Ali pa danes, recimo. In se tudi bo, samo da bo nežen, a ne, Ja. nežno tresenje. In mogoče pa tudi, ja, pač živimo v takem delu Evrope, kjer, zavedanje ni tako močno, ne, nekako pada od severa proti jugu. Tako tudi, mogoče potresna nevarnost narašča pa v obratni smeri, a ne. In, tukaj so naši sosedje, ali pa južneje od nas, že spoznali, da nekako se na to računati, da bojo pa ljudje pa vendarle dojeli, da je treba kaj narediti, da A je mogoče tam se ne da, ne. število teh zavarovanj precej večje od naših, ko ste rekli, da so, ne vem, sosedje spoznali, da Ne, žal ne, ne. Tudi tu bi mogoče, tako kot smo pri potresni nevarnosti nekje v povprečju, tako bi tudi rekla, da smo pri ozaveščenosti tudi tu nekje v povprečju, ne. Se pravi, kulturološko, ne, na jugu celine je zavedanje slabše ali pa je mogoče še toliko bolj prisotno to, saj bo država pomagala, a ne. Zato so se lotili mogoče malo drugače, pa poskušajo kakšno obvezno zavarovanje vpeljati, ne. ja, bog ne daj, da smo Ampak pri ni tem, ne, v razširjenost Sloveniji. Teh obveznih imamo dovolj, bo nekdo rekel, ne. Rekli ste tam, kjer je zavedanje nižje, tam, kjer je že bil potres, na primer, ne vem, v Posočju ali pa, a je pa tam vendarle potem pa večje to zavedanje in je to število, če bi pogledala, precej nad 60, 70 Ja, odstotki? v bistvu ta zavarovanost, ne, lahko jo pripišemo delno zavedanju, ne. Tudi pa lahko pač, pripišemo, koliko so ljudje finančno pismeni, pa tudi v končni fazi, koliko so finančno usposobljeni to plačevati, ne. Tako da jaz mislim, da je to kombinacija pač vsega, ne. Eno je zavedanje, ne, drugo je pa predvsem ta odnos do tega inštrumenta zavarovanja kot opcije, ki ti nekako zagotovi pač, finančno, potem ti zakrpa to škodo, ne. Bi se mogoče navezal na Katjo, ne. To država, ne, jaz mislim, da pri nam, mi smo še tako relativno mlada demokracija, ne, se pravi, mi imamo našo državo imamo dobrih 30 let, ne, in jaz mislim, da ta naš odnos do tega, ne, da je država nekdo drug, ne, da državna malha je malha nekoga drugega, ne, ljudje se v bistvu ne zavedajo, ne, saj če ti država pomaga, v resnici državo polnimo tako prebivalci kot gospodarstvo z davki, ne, in tule je bolj v vprašanju učinkovitosti, ne, in če pogledam recimo bolj razvite v tem smislu, koliko let imajo ljudje svojo državo, ne, recimo Francija, ne, je en tak primer dober v Evropi, ne, kjer ta model tako šolsko funkcionira, ne, se pravi, če bi pisali učbenik, ne, kako povezati državo, prebivalstvo pa industrijo, ne, zavarovalniško, ne, bi lahko v bistvu kar že v uvodu francoski model opisal, a ne, ker je najboljši približek optimalnemu, ne, da v bistvu država nameni veliko sredstva preventivi, a ne, pol tudi lokalnim skupnostim reče, ne, če boste to porabili tako, kot se bomo zmenili, vam bomo dali, sicer naslednjič tega ne boste dobili, a ne. Zavarovanje je obvezno, a ne, vi v Franciji ne morete skleniti zavarovanja za hišo, ki ne vsebuje potresa in tudi ostalih naravnih, ne, se pravi toča, poplava, to je vse noter, ne, kar pomeni, da je zavarovanost skoraj 100-procentna, ne. In ker je to tveganje toliko razpršeno, je lahko premija relativno nizka, ne. Mi tam praktično za neko smešno, če temu tako rečem, premijo letno, ne, imate hišo zavarovano, ne, ampak da so oni prišli do tega, ne, mislim, to je več 100 let demokracije, ne, in teh demokratičnih procesov, ne, ker oni razumejo, ne, saj država rabi denar, da nam pomaga, saj denar pa mi pobiramo z davki, ne, saj to ne nafila nekdo drug, a ne. In v bistvu tule je bolj vprašanje te učinkovitosti, ne, na kakšen način zdaj ti procesno pa modularno postaviti, da je to najbolj učinkovito, ne. In oni to zelo fine tunajo, ne, oni imajo ta model že več kot 70 let, ne. Vmes so ga, mislim, da že 4-krat spremenili pa dopolnili, ne, in tako kot sem rekel, so zelo blizu šolskemu, ne. Zdaj jasno, ne, to pričakovati, da se bo to v Sloveniji čez noč spremenilo, ni, ne, kot sem rekel, to je več desetletno, bom rekel, procesiranje, ne, in tudi če pogledamo to, kar ste prej vprašal,
o zavarovanosti, ne. Katja je lepo ta sever-jug izpostavila, ne, to bi se kar strinjal, ne samo pri zavarovanosti, ampak tudi še pri čem drugem, ne. Se lepo vidi, ne, da v bistvu to, kakšna je zavarovanost pred določenimi tveganji, ne, je v bistvu zelo statistično povezana tudi z neko razvitostjo države, če gledamo, ne vem, dodana vrednost na prebivalca, bruto družbeni proizvod, ne. Enostavno imajo tam že toliko neke zgodovine, a ne, toliko tega človeškega spomina, ne, da enostavno vejo, da to funkcionira, a ne, in se ne zanašajo pač na državo, a ne. Saj v Franciji, ja, seveda jim država pomaga, ne, ampak nekako tripartitno so se dogovorili, a ne. In recimo določeni modeli grejo tudi v to smer, ne, da rečejo, okej, država kot država mora poskrbeti za institucionalno platformo, a ne, to pomeni, mora omogočati, da vi zavarovanje lahko kupite, a ne, ker če zavarovanja ne morete kupiti, recimo na Floridi praktično ne morete več kupiti zavarovanja pred orkani, a ne, zaradi tega, ker so se zavarovalnice začele umikati zaradi teh škod, a ne, država ni posegla na trg, a ne, pač Amerika je najbolj šolski primer, pač sistema bo že trg sam poskrbel, a ne, v določenih primerih trg ne poskrbi za ponudbo pa za povpraševanje, ne, in če država ne poseže, pač trga ni več, ne, in tam več ne morete kupiti, ne, in tam reči ljudem: "Kupite", nimajo kje kupiti, ne, trgovina se je že zdavnaj zaprla, ne, medtem ko pri nam pa zavarovanja so na voljo, ne, se pravi, dostopna so, tako kot je rekla Katja, ne, veliko delamo teh akcij, ozaveščanja, opozarjamo ljudi, ne, in potem v takem sistemu lahko ti rečeš, ne vem, poskrbite, a ne, vam bo država pomagala, ampak dajte najprej sami poskrbeti, a ne. In je tudi pri poplavah je šlo v to smer, a ne, so rekli, ja, pač tisti, ki ste imeli sklenjeno zavarovanje, ne, vam bomo tudi več pomagali, kot onim, ki ne, a ne, kar se mi zdi tako čisto okej, no, tako da mi nekako kot industrija, ne, v sodelovanju z našim regulatorjem, ne, pač zelo nekako podpiramo to idejo in tako kot je bilo rečeno, pač aktivno sodelujemo, iščemo te možne pač rešitve, ki bi bile še enkrat za naše okolje, za našo zrelost demokracije, če tako rečem, najbolj primerne. Zdaj, če rečemo sever-jug, a ne, pa da se morda malo razlikujemo, ampak ko se pa strese, se pa nič ne razlikujemo, a ne. Opazovalnice pokažejo enako številko. Koliko potresnih opazovalnic imamo v Sloveniji v tem trenutku? Imamo stalnih državne potresne opazovalnice, jih imamo 26, drugače pa imamo veliko dopolnilnih opazovalnic, pa bi rekla nekje mogoče okrog 50 trenutno. Vsak teden se malo spreminja, ker zdaj v sklopu enega projekta postavljamo še nekaj začasnih opazovalnic. In kaj se zgodi, a nam lahko morda opišete, ko se strese s 5,6 ali pa 7, kakšna je to razlika? Lahko si tudi kakšno drugo številko izberete, sam zdaj nimam. Ja, zdaj tukaj moramo spet razlikovati med magnitudo in pa intenziteto potresa, ne, ker magnituda je v bistvu količina sproščene energije, ki se sprosti ob potresu v žarišču potresa. To, kar pa ljudje občutimo na površju, pa opisuje intenziteta potresa. In zdaj lahko recimo magnitudo 6 popolnoma drugače čutimo na različnih območjih, zdaj odvisno od lastnosti žarišča potresa, se pravi, kako globok je bil potres, koliko je bil oddaljen od nadžarišča, od smeri prelomov, od lokalne in regionalne geologije, tako da to je vse odvisno. Dajva reči, da radijski napovedovalec reče, da se je v okolici Krškega streslo s 5,6. Koliko se to res strese? Ja, zdaj recimo ja, v Sloveniji recimo nismo imeli močnejših potresov od 6,4. Lahko pričakujemo, jaz bi bolj intenziteta govorila, kako se občuti, a ne, ker recimo močan potres intenzitete 8, kot ga lahko pričakujemo recimo v Ljubljani, s povratno dobo sicer 300 let, ampak no, pri takem potresu tako potres opisujemo že kot potres z močnimi poškodbami. Ljudje tudi na prostem že s težavo ohranijo ravnotežje, nastanejo že precejšnje poškodbe na hišah, predvsem na slabo grajenih hišah, odpadajo dimniki, slabo grajene hiše se lahko tudi deloma porušijo. To ste zdaj rekli 8 pa na 300 let. Kdaj je bil zadnji tak? Ja, ljubljanski potres, ki se je zgodil leta 1895, a ne, je imel intenziteto 8 do 9. Ja, in to
povratna doba 300 let, to govorimo. To ne pomeni, da čez 300 let Razumem, bo. razumem. Ja. To je povprečni čas Mhm. med dvema tako močnima potresoma. Tako da realno lahko se tak potres zgodi jutri ali pa čez 1000 let. a ne. Kaj najprej opazimo, ko se, da vam polovična tresenje, prosim, ne? Drugače je jasno, Slabe kaj vage. vidimo, ne? Ampak Ja. ko ljudje takoj pokličejo, ne, kaj največkrat rečejo, se nam je razpoka naredila, so strešniki leteli dol, kadar ste imeli takšne primere, ne? Ja, kadar smo imeli take primere, recimo, najprej pač zavarovanje je tista zadnja stvar, na katero morajo ljudje pomisliti, pač ne. pomisliti, ne. Takrat se v prvi fazi pač varnost ljudi je na prvem mestu, ne, kar pomeni, da nekako že tudi pri tem ozaveščanju recimo ne vedno vpletemo, ne, ker mi delamo to preventivo, ne, pač zavarovalnice to vidimo iz večjih vidikov, ne. Eno, ja, da je škoda pol čim manjša, ne, drugo je pa tudi, da ljudem nekako povemo, ne, kaj naj naredijo, da bi najprej sebe zaščitili, ne, zato ker pač človeško življenje je neprecenljivo, ne, in to je prvi fokus je sigurno, ne, da ljudje poskrbijo najprej za svojo varnost, ne, in šele pol, ko vidijo, okej, da je pač hiša, da ni tako, kot je kolegica rekla, da se bo mogoče podrla čez 10 minut, a ne. Potem je treba nekako zaščititi tudi živali na drugem mestu, a ne, potem premoženje oziroma poskrbeti, da se kakšna nadaljnja škoda ne dela, ne. In šele pol, ko so vsi ti pogoji izpolnjeni, a ne, nekako se pogleda, ali ljudje rabijo neko nadomestno bivanje, ne, a je varno, a ne, pač pridejo strokovnjaki, ne, in tudi povejo, ne, a je taka zgradba sploh še varna za živeti ali ne, ne. In ja, če so kakšne manjše poškodbe, a ne, recimo zdaj, ko je bil ta zagrebški pa petrinjski potres, smo tudi škode plačevali v Sloveniji, ne, ampak to so bile, hvala bogu, take manjše, ne, ja, razpoka na fasadi. Se pravi, če neka statika ni ogrožena, ne, in gre za neke površinske poškodbe, a ne, se pol ta škoda v bistvu relativno enostavno tudi odpravi, a ne. Če gre pa za hujši potres, a ne, tam, ko so se pa recimo v Petrini, ne, če se spomnite, je kolegica rekla, da ljudje težko lovimo ravnotežje, ne, ko je župan dajal izjavo, ne, je prišlo do enega takega sunka, ne, in potresnega, ja. se prav videlo, kako je se je premikal, ne, in je bilo res grozno, ne, če si bil pa tam, pa verjetno še toliko bolj, ne. No, v tem primeru pa prihaja do teh porušitev, škode so velike in večkrat se zgodi, ne, sploh to smo v Posočju videli, ne, ko smo reševali škode, ne, da enostavno objekti niso več primerni za bivanje, ne, v tem primeru govorimo za totalno škodo, ne, tako kot pri avtu, ne, če se avto toliko nič, da se ga ne popravlja, se reče totalka, a ne. No, in tudi totalka pri hišah pomeni to, da ljudje več ne morejo noč živeti, ne, kar pomeni, da je taka hiša samo še za odstraniti pa za nadomestitveno narediti, ne. Zdaj, kako proces poteka tako, ja, da pač nekako našim klientom damo nekako navodila, ne, rabimo neko dokumentacijo, neke fotografije, ne, iz katerih se vidi ta škoda, ne, po potrebi opravimo tudi lokalne oglede, ne. Zdaj, če gre za nek množičen dogodek, ne, recimo, ko se je v Petrini zgodilo, ne, takrat mi v bistvu aktiviramo nek tak protokol krizni, ne, če tako bolj po domače povem, ne. Množične škode, takrat se pol to proces se bistveno spremeni, a ne. Moramo stvari standardizirati, gre za večji obseg. Vpokličemo tudi sodelavce, ki se sicer ne ukvarjajo z reševanjem škodnih primerov, a ne, in jih tudi v mirnodobnem času, a ne, jih nekako kovčamo, jih nekako opolnomočimo za kar neke vrste vaje, ne, ko imate pač vaje, ne, prišlo je do potresa in sodelujejo gasilci, rešilci, policija, ne, tudi mi imamo take vaje, ne. Ena je tudi pač potres v smislu, ne, kako zdaj s tem procesom zagotoviti, da bomo res strankam čim hitreje pa na čim bolj prijazen način jim v bistvu pomagali, ne, ker takrat zavarovanje je v bistvu nekaj, zavarovanje verjetno edina stvar na svetu, ki jo kupite in upate, da ste jo za brez veze kupili, a ne. Se pravi, da ko pa pride do tega, a ne, pa mi pomagamo, ne, in takrat se pol izkaže, a ste dobro zavarovanje sklenili, ne, a ste izbrali ustrezno zavarovalnico ali ne, ne. In zaradi tega mi res takrat damo fokus na neko komunikacijo kot neke vrste krizno vodenje tako znotraj zavarovalnice, ne, kot naven proti strankam. In zdaj vprašanje, ne, ljudje vidimo škodo, vidimo potem agenta, ki je prišel pogledat vse skupaj in smo prepričani, da smo zavarovali hišo proti škodi. Ampak potem pa včasih nastane kakšna zmeda, ne, kaj smo zares zavarovali.
Kako je pa s tem, kakšne imate tukaj izkušnje? Zelo podobno je bilo pri poplavah, a ne? Saj jaz imam pa hišo zavarovano, ampak ne za takšno poplavo, ne? Kako in kaj je potrebno, ne, ko se spuščamo v to, da rečemo, seveda, ne, tudi mi bomo zavarovali svojo hišo. Ja, tu lahko se deloma strinjam, da tele domske premoženjske police, da niso najlažje čtivo, da niso najlažje razumljive, ampak to ni zato, ker bi hoteli zavarovalnice nagajati, ampak tu gre predvsem za to, da je veliko kriti na razpolago in veliko stvari, ki se jih lahko zavaruje in za različne, v različni višini, a ne. Ampak če imaš zavarovan dom, to seveda ne pomeni, da imaš zavarovan dom tudi za potres, a ne? To je morda prva Načeloma, stvar, ko ja. rečemo, ne? Ta osnovna polica, to je požarna polica, reče se recimo požar in elementarne nevarnosti, ampak poplava in potres nista avtomatsko vključena. Poplava mogoče do neke čisto recimo v osnovnih paketih do neke manjše višine, do neke manjše vsote, medtem ko za potres mora biti izrecno sklenjeno zavarovanje. Se pravi, če ni izrecno navedeno ali na ponudbi, na polici, zelo na vrh za svojo zavarovalno vsoto, potres zavarovan do zavarovalne vsote, ne, potem potresno zavarovanje ni vključeno. To je res, v Sloveniji potresno zavarovanje ni avtomatsko vključeno, mora biti pač posebej, a ne. In pač ko sklepamo zavarovanje, to je naš dom, tega se moramo zavedati, a ne. To je neka večja vrednost kot naš avto, dajmo se tudi tega zavedati. Ja, celo življenje smo ga Ja. gradili in ga odplačujemo tudi celo Ja. življenje, ne. Vzemimo si čas pri sklepanju, pri obnovi zavarovanja. Prodajalec nam bo z veseljem vse pojasnil, če si mi pripravljeni, če smo mi pripravljeni si vzeti čas. Probajmo razumeti kritja, probajmo razumeti njihovo višino. Se pravi, dajmo imeti, ko sklepamo zavarovanje doma, dajmo res skleniti za kritja, ki jih potrebujemo, ki jih želimo, ki mislimo, da jih želimo, dajmo to komunikacijo res opraviti. Tudi obstajajo dokumenti v skladu z evropsko zakonodajo, ki nekako na lažji način razložijo, kaj polica vsebuje, ampak kot sem rekla, ta kritja so res kompleksna, a ne. Ampak tudi na tem dokumentu piše, ali je potres ali ga ni. Okej. Se pravi, Tako da. najprej to preveriš, potem pa kakšno je kritje Ne, in tako, ne. po tradiciji zavarovanja v Sloveniji se sklepajo z zastopnikom, z agentom. Res se da dobiti informacije pravočasno in na pravem mestu in od prave osebe, a ne. Tudi z zavarovalnicami smo govorili o možnosti večje transparentnosti zavarovalnih pogojev. Saj nekaj se da narediti, ampak kot sem rekla, kritja so kompleksna in to je ena od stvari, ko je pač ne moremo poenostaviti v 3 stavkih. Zdaj, ker seveda vsak sklepa to za svojo nepremičnino, morda za vas vprašanje, kako pomembni so, ne vem, starost stavbe, gradnja, tudi adaptacije potem, ko smo to skupaj prenavljali, ne vem, s kakšnimi mojstri. Ja, zelo je pomembno, da se potem projektanti držijo teh naših kart o potresni nevarnosti, ki predpišejo, kako robustno mora biti zgrajena stavba, da ostane varna v primeru takega pričakovanega potresa, da se ne poruši. Seveda je pomembna starost stavbe, ker vemo, da so bili različni mejniki, ko so se sprejemali standardi novi za odpornost, za potresno odporno gradnjo. Pa lahko, ne vem, laik loči, ko se malce zatrese, ne, to so ti res manjši, pa rečeš, saj je samo tamle neka razpoka, ki se vsake toliko malce poveča, saj hiša je že stara, ali pa v resnici so zdaj takšne poškodbe, ki so pa že nevarne. Ja, v bistvu je tudi za nas izziv dostikrat, kadar gremo na teren, pa če so stare hiše, je težko včasih videti, ali je bil res zaradi potresa poškodba ali je bila zato, ker je pač res stara stavba. Predvsem pa ja, bi rekla, da je treba poklicati
potem kakšne strokovnjake na ogled, da se vidi, a je hiša še stabilna, pa seveda, da kadar razni, delajo razne posege v objekt, pa pri tem ne pazijo, da ne obremenijo oziroma te potresne odpornosti stavbe, ker se poškoduje lahko. Zdaj, ena taka hecna stvar se mi zdi, ne, v Sloveniji radi rečemo, da je v Ljubljani kar nekaj, tukaj me boste zdaj vi seveda dopolnili, koliko nevarnih stavb je v Ljubljani, takšnih, ki ne zadostujejo te osnovni varnosti potresni. No, ne bi zdaj o številkah, ampak vemo, da stavbe, ki so grajene pred letom 63, predvsem so zelo potresno nevarne, predvsem te višje stavbe in ki imajo slabo armirano zidovje. Je pa, bi bilo treba kaj narediti na tem, da se take stavbe obnovi in se jih potresno odporno. In zdaj bom predal vsem, ne, ko pa ti kupiš tako nepremičnino v Ljubljani, ni pa cena za to nič nižja. Ne. To je malce nenavadno, po poplavah je bilo zelo hitro jasno, da so cene nepremičnin ob rekah in tem hitro padli, vsaj za nekaj časa, ne, tukaj se zdaj vračam na ta nazaj spomin, ker je pa razgled res lep, ampak ko gre pa za te potresne nevarnosti in stavbe, ki so pa že starejše in morda ne potresno varne, tukaj pa je vse enako, kot da bi bilo tako kot v novi stavbi. Tudi ko gre za zavarovanje, je tudi tako. Ko gre za zavarovanje, pa ni tako. Lahko tudi Peter malo bolj poglobljeno pove, ampak dejansko so različni premijski razredi za različne, mislim, da so zdaj 4, se pravi, prvi mejnik je tale leto 64, po skopskem potresu so bili potem sprejeti prvi standardi varne gradnje, ki so se pol še parkrat dopolnili. Zdaj mislim, ta zadnji je leto 98, ali je pol še eno. Po letu 81 tudi. 98, tako. Mislim, da spet pišejo nove standarde, spet je prenova na vrsti, to, ko smo bili z FGG-jem v komunikaciji. Tako da tu pri potresnih zavarovanjih je razlika. Mogoče ni toliko velika diferenciacija, koliko je res različna ogroženost, ampak in tudi so, recimo temu, verjetno bi bili popusti, potem če bi šel kdo staro stavbo pa res učvrščevati, kot ste rekli, s tem, da to je ni tako poceni kot energetska prenova, Kar je bilo tu, če se navežem na vašo iztočnico glede cene, so bile že ideje in so tudi poskusi in je nekaka iniciativa, da bi poleg energetske izkaznice stavb vpeljali tudi potresno. Tako da mislim, da je bilo to že tudi kar daleč pripeljano. Tudi recimo, vi ste delali v sodelovanju z inštitutom tudi bom rekla, individualne potresne ocene določenih stavb, tako da ni tako, da se ne bi nič delalo na tem, ampak trg nepremičnin je pa svoja zgodba, vsaj zaenkrat se vidimo, ruši vsa pravila zdrave pameti. Bom zdaj še za to specifikacijo vendarle vprašal, ker če na eni strani, ko kupujemo nepremičnine tudi v Ljubljani, nam je malce vseeno, samo da je tam, ker tudi ni toliko ponudbe. Ampak, ko gre pa za zavarovanje takšne stavbe, je pa vendarle razlika, Ti točno veš, kakšno stavbo zavaruješ, verjetno, ko plačaš to. Ja, seveda, tako pač tle v zavarovalnici vedno iščemo neko ravnotežje med, mi temu rečemo, strokovnostjo pa med prebavljivostjo za trg, In iščemo tiste atribute, ki so zelo zanesljivi pokazatelj nekega tveganja, Tako je kolegica prej lepo razložila, Eno je pač neka nevarnost, se pravi, to je neka verjetnost, da se bo nekaj zgodilo, Pol je pomembno tudi, koliko je to odporno, Če se potres zgodi v Trnovskem gozdu, bo škoda relativno majhna, Če se pa v centru Ljubljane zgodi, je pa to bistvena razlika, In zdaj na podlagi teh atributov, ki res vplivajo na to neko tveganje, pol mi nekako po tej starosti ločimo, te pač zgradbe, rečemo, če je bila zgrajena in ne obnovljena nikoli pred 63, sigurno pol premija je pač višja, ker je tudi tveganje višja,
Pač drug pokazatelj je pa ta geografska lokacija, ne. Tako kot je bilo že prej pač omenjeno, ne, in se tudi premija pač razlikuje, ne. Se pravi, če boste zavarovali hišo v Lendavi potresno, ne, bo premija nižja kot v Ljubljani, a ne, ampak to ne zaradi tega, ker bi bila tudi tam tržna vrednost nižja, ne, ampak zaradi tega, ker je pač tveganje, ne, ta verjetnost, ne, da se bo nekaj zgodilo, pač bistveno nižja, ne. Mi nekako operiramo vedno z nekim pričakovanjem, ne, se pravi, vedno zavarovanje sklepaš za nekaj, kar se bo zgodilo, ne, ali pa se ne bo zgodilo, oziroma ne veš, kdaj se bo zgodilo, ne. In to pomeni, da moraš operirati z nekimi podatki iz preteklosti, ki jih seveda tudi ustrezno nekako prilagodiš prihodnosti, a ne, zato ker tudi tehnologija gre naprej, ne, tudi to, recimo potresno varne gradnje, a ne, danes načeloma, ne, bi mogle biti praktično vse stavbe potresno varne, a ne, se ne bi smelo zgoditi, ne, niti v teoriji govorimo, a ne, spet sem pri onem učbeniku francoskem, ne, se v bistvu nobena stavba ne bi porušila, ne, tudi pri višjih teh magnitudah, ne, ampak jasno, ne, zdaj upimo, da nikoli ne bomo izvedeli to, no, tako. V Turčiji ni bilo tako, ne, spomnim, da je bil ta primer, pa je bila kar nekaj novogradnje, ampak je bil potres kar učno uren, neprimerne gradnje, ne, takrat. Ja. Zagotovo veliko se potem šele pokaže, ko se potres zgodi, kako je bila res dobro grajena stavba. Se lahko samo za trenutek vrnem še vseeno k tej policiji, zdaj smo jo razdelali, kako jo skleneš, kje jo skleneš in tako naprej, ker je to vendarle nasvet tistim, ki jo še nimajo, ne, ali pa jo imajo, pa da pogledajo. Katere 3 stvari so pomembne? Eno sem si zapisal, ta odbitna franšiza, zavarovalno vsoto ste že malce omenili, kritje, pa še odbitno franšizo, da so to tiste 3 stvari, ki jih moraš imeti. Ja, zdaj potresno zavarovanje pri nas se sklepa, kak je 2% pa s 5% odbitno franšizo, zdaj domske police so po navadi z 2%, ne. To samo pomeni, da tiste res majčkene škodice, recimo, kaj jaz vem, ena razpoka na celi fasadi ene ogromne hiše, da se zavarovalnica niti ne aktivira, zato ker bi bila iz stališča zavarovanca bi morala biti premija potem nekako nesorazmerno višja, a ne. Če bi se, zato ker je pač s samim ocenjevanjem škode in samim tem postopkom, a ne, več stroškov, kot bi bilo dejansko s škodo, a ne. Temu služijo te odbitne franšize, da za dogodke, ki so res za potencialno res hude škode, da ne podražuje, da se zavarovanje ne podraži za brez veze, tako kot si prej rekel, a ne. Recimo tako, laično. Kaj pa, če se zgodi, da je, ne vem, hiša zavarovana za prenizko vrednost, ne? To se je tudi pri poplavah mogoče kje našlo, pa je bilo kar veliko razočaranja in slabe volje. Ja, tle v bistvu ločimo tako, na trgu imamo zavarovalnice, imamo pač različne ponudbe, ne, tudi produkte imamo postavljeno po različnih nekih sistemih ali pa modelih, ne. Recimo te bolj preprosti produkti, a ne, so narejeni tako, da vi poveste samo kvadraturo, a ne, in pol vam mora zavarovalnica zagotoviti, da vam bo vso škodo plačala, ne. Imate pa produkte na trgu, ki pa od strank zahtevajo, da povejo gradbeno vrednost svoje hiše, a ne, in če to gradbeno vrednost prenizko postavite, a ne, pol imate problem pri škodi, ker vam zavarovalnica ne bo v celoti škode povrnila, ne, ampak samo za nek sorazmerni delež, ne, zato ker ste premalo ocenili. Če malo poenostavim, ne, to je tako, kot da imate golfa z normalno opremo, z zelo veliko dodatne opreme, ne, in pol ob sklepanju rečete: "Ne, imam čisto navadne odbijače in tako, ne," pol imate pa škodo, ne, in pol vam zavarovalnica plača odbijač normalen, ne, ker vi pa rečete: "Jaz sem imel ful enih senzorjev, ne," in ja, žal ko si sklepal, nisi tega povedal, ne, tako zelo karikiram, ne, ampak tako. Tako da v bistvu ti produkti, ki so vezani na neko kvadraturo, imajo to prednost, da to tveganje, da si narobe sklenil, v resnici umaknejo iz stranke, a ne, ker ljudje, povprečen človek je čisto premalo seznanjen s temi produkti, a ne, tako kot je že Katja omenila, ne, ljudem je to zelo kompleksno, ne, tako je pol tisti občutek drobnega tiska, ne, zaradi tega pol zavarovalnice želimo ravno s temi poenostavitvami razbremeniti ljudi neke odločitve, a ne, res ne želimo, da bi
na ljudeh bila ta odgovornost, da so narobe sklenili, a ne. Mi naredimo tako produkt, da ga bojo sklenili, pa da se ne bojo tresali, a so prav naredili ali ne. Se pravi, to je pač ena stvar, ne. In druga je pol, ja, pri škodi, se pravi, če se izkaže, da je bila polica prav sklenjena, a ne, se pol razen te odbitne franšize, ne, ke so pa spet različne, ne. Določene zavarovalnice vam povejo to v procentu od škode, določene v odstotku od te neke vrednosti, ne. Eni imamo pa zelo poenostavljene pač neke zneske, ne, tako da je stranki res čim bolj razumljivo, a ne, ker če stranka vidi, da ima, ne vem, 300 evrov, a ne, odbitne franšize, a ne, pol točno ve, ne, če bom imel škode 5000, okej, 400-700 bom sam plačal, mislim, mi bo zavarovalnica plačala, 300 pa ne, a ne. Čim začnete tam z onimi odstotki, ne, je to takoj tisti priokus, spet mi bojo povedali, da sem narobe bral, ne. Tako da zavarovalnice lahko tako kar dosti naredimo na tej strani, ne, da nekako ljudi razbremenimo, ne. Katja je že omenila direktiva, že sama Evropska unija, a ne, je sprejela že pred leti eno direktivo, ne, ki je točno to rekla, ne. Dajte vi stranki to na tak način pojasniti, da bo razumela, ne. In še več, oni so celo predpisali, so določene obrazce, na kateri moramo mi produkt opisati, tako da ga človek razume, ne. In že v samem prodajnem procesu, ne, ta direktiva reče, ne, ja, vi morate stranko, vse ji morate povedati, ne, glejte, to poglejte, a ste blizu reke, ne, a vas skrbi potres, ne, a vas skrbi, če vam bo cev počila, ne. In to ljudje pol razumejo, ne, ker če mu daš ti samo za prebrati neke pogoje, a ne, tega ljudje pač v glavnem ne razumejo, ne. Tako da, se pravi, in s procesno in s tega produktnega vidika v resnici je stvar tako naštimana, da res ljudem pomaga to razumeti, a ne, ker ključno pa je, da ti to pred dogodkom narediš, a ne. Takrat smo pa ljudje tako, a ne, malo je, prej ste že avtomobile omenil, ne, recimo v Sloveniji smo evropski prvaki v zavarovanju avtomobilov, ne. In to kasko. Ja, tam nas vsaka praska mota, ne. Mi imamo primere, ne vem, mi dobimo ob 6:30 zjutraj klic, a ne, zato ker je zvečer sosedov mulc popraskal avto, a ne, in prva stvar drug dan je treba to prasko umakniti, ne. In pol, ko vprašamo, kako imate pa hišo, ne, pravi, ma tisto pa ni pomembno, ne. Mislim, tule smo pa res, bom rekel, če smo tam v povprečju, ne, pri tej zavarovanosti, ne, smo pa tule res evropski prvaki, ne samo v košarki, ampak tudi v tem, a ne, po eni strani, ne. Po drugi strani se pa za hišo ne angažiramo toliko, a ne. Takrat, ko sklepamo, ne, jasno je lažje ljudem povedati, da nekaj stane 300 evrov, nekaj pa 500, ne. In takrat, ko se odločaš med 300 pa 500, je odločitev zelo enostavna, a ne. Problem pa imaš, ne, če ti teh 200 evrov razlike v premiji lahko pa ravno to pomeni, a ne. To sem pozabil, tule sem premalo, ne. Tako da nekako to ravnotežje ujeti med ceno pa med tem tveganjem je v bistvu poanta zavarovanja, ne. A lahko iz nepremičnine, kjer si sam lastnik, skočimo še v stanovanja, ne? To je morda tudi ena zelo pomembna tema v večstanovanjskih blokih. Kako je pa tam? Če ti zavaruješ svoje stanovanje, je to dovolj? Ne, sej, odgovor je verjetno tudi tukaj jasen, ne? Ker če se poškoduje dvigalo, stopnišče, fasade, tako naprej. Ampak kaj pa tukaj torej narediti? Ne, tukaj Peter je že omenil, nekako zavarovalnica ob škodi povrne gradbeno vrednost. Recimo, da je to talka, a ne. Povrne se gradbena vrednost in zdaj, kaj je gradbena vrednost enega stanovanja v enem bloku s 40 stanovanji, a ne. Sem jaz zavarovana, ostali pa ne, verjetno tam tega stanovanja, ne vem, v enem tretjem nadstropju ne morem na novo zgraditi, a ne. Se pravi, edino, kar bi se lahko zgradilo na novo, je cel blok. Se pravi, če ni zavarovan cel blok, potem si lastnik, ki pa ima zavarovanost, ja, ne morem reči, da si s tem ne more nič pomagati, ampak ne more si pa pomagati toliko, da bi začel reševati svoj stanovanjski problem, ne. In tukaj po mojem mnenju je pa tako, da dejansko ima lastnik v večstanovanjski stavbi odgovornost do svojih solastnikov, a ne. Tukaj pa je ta obveznost, ko smo jo prej omenjali, da to je pa tabu tema, a ne, zato ker to se pa gre za pač privatno lastnino in to je zdaj vtikanje v moje osebno premoženje, je tukaj pa na zelo tanki liniji, ne. Če upoštevamo, da imamo odgovornost do drugih solastnikov, a ne. Tako da tukaj je bil prvi ta, samo toliko, da dokončam, ta
predlagan ukrep, kar bi se dalo najhitreje na razmeroma enostaven način, ker imamo mi ta koncept upravnikov, ki sklepajo Saj to polico sem želel vprašati, ja. koga zdaj vprašaš, ne, potem, a rečeš upravniku, a lahko to temo odpremo, pa se vsi dogovorimo, ne, to je bilo moje vprašanje. Kaj zdaj, ne? Ja, pač treba je to ozaveščenost lastnikov v večstanovanjskih stavb tudi dvigniti, ne. Se pravi, dovolj je, da eden odpre to temo na zboru stanovalcev. Sigurno se bo mislim, v večini primerov se bo končalo tako, da bo rekel upravnik: "Ja, potresa pa nismo naredili, ker pač niste bili za to, da bi bila premija višja kot toliko pa toliko." Ali pa da reče: "Bom preveril," pa potem pošlje tisto dokumentacijo, potem ko jo najde, in vidiš, da seveda, da tudi če slučajno je nepremičnina kot celota zavarovana, za osnovno kritje potres ni vključen. So tudi, da ne bom grda, Dobre so izjeme, tudi ne. dobre izjeme, seveda so. Ampak, ja, tukaj je res, žal cena tista, ki ponavadi odloča, ampak, jaz sem kot večni optimist, zagovornik tega, da se je treba pogovarjati in da je treba tudi boleče teme znova in znova in znova odpirati, in potem pa z neko kritično maso pa bomo naredili preboj, ne. Ali pa druga alternativa pa je, kot smo prej odgovorili, ko smo prej govorili, če mislimo vseeno, da pa te odgovornosti, posameznikov ali pa kolektivne odgovornosti ne moremo doseči zlepa, je pač treba kaj predpisati, ne. Tukaj bi samo prosil za eno pomoč, a ne, da si lažje predstavljamo te visoke zgradbe, kaj se dogaja, ne, Ja, ko se to začne se tresti, zaniha ne. kot Tako, ja. nihalo. Tako da, ja, recimo, če smo v pritličju, a ne, čutimo potres bolj neposredno, sunkovito, bolj kratko tresenje, pohištvo se strese. Če pa smo zdaj pri istem potresu višje, nad 5. nadstropjem recimo, potem pa ja, stavba se zaniha kot nekakšno nihalo, potem tudi predmeti bolj intenzivno se premikajo, lahko padejo, ljudje tudi občutijo vrtoglavico ravno zaradi tega nihanja, tako da v praksi to pomeni, da velikokrat nam poročajo učinke za intenziteto 1 stopnje višje, kakor v pritličju recimo. Tako da, ampak zdaj nove gradnje so dobro narejene, tudi višje stavbe, da se kontrolirano zanihajo ob potresu, slabo armirane stavbe so pa precej bolj ranljive, ja. Pa se bom še enkrat zdaj iz nihanja, ne, pa teh dejstev vrnil k vam. A z upravniki govorite kaj? A je tam ta pogovor, pa potem neko, ne vem, ne prepričevanje, ampak predstavljanje, zakaj je fino, da ni zgolj eden, ne, ki je zavarovan, ampak da govorimo o celotni stavbi. Ja, to je recimo pač več dimenzij ima, ne, ta izziv, ne. En izziv je ta v bistvu, da mora biti v zvezi z zavarovanjem dosežena pač več kot 50% lastnikov, ne. Včasih je bil ta odstotek celo višji, 75, tako da zdaj je ta nov zakon stanovanjski je v bistvu znižal, ne, ta kvorum na 50%, kar je zelo dobro, ne, in v naši praksi vidimo, ne, da pač pri upravnikih, ja, eni upravniki zelo dobro zavarujejo svoje hiše, ne. Pač vidimo upravnike, ki bi jih jaz takoj v službo vzel, recimo, ne, kot zavarovalničar. Vidimo pa tudi situacijo, ki si mislimo, joj, boljše, da lastniki niti ne vejo, kako to imajo, ne, tako da nekaj je pač, ampak moram reči, da zadnje čase tudi upravniki se tega vedno bolj zavedajo, ne. Jaz mislim, da je večji izziv pol v teh lastnikih, ne, zaradi tega, ker pač te odločitve v zvezi z zavarovanjem, ne, morajo biti sprejete, ne, potem s to neko večino, ne, in tudi iz lastnih izkušenj vam lahko povem, ne, da to sodelovanje, ki imaš ti 40, 50, že pri manjšem številu etažnih lastnikov, ne, to je včasih pač nemogoče, a ne. Ljudje smo zelo nagnjeni k temu prelaganju odgovornosti, ne, vedno je pač upravnik, a ne, pol, ko je upravnik reče: "No, odločite se zdaj," pol se ljudje ne odločijo, ne, tako da to je pač, ampak to je življenjsko, ne. Jaz mislim, da ni tako samo pri zavarovanjih, imate tudi druge situacije,
ki se pač tičejo te etažne lastnine, ne, tako da zavarovanje tle ni sam problem, ne. Tako da so bližje, v bistvu zakon tudi reče, ne, da upravnik pač mora poskrbeti za ustrezno zavarovanje, ne. Zakon pol ne pove, kaj to ustrezno je, a ne. Tako da mi se nekako tudi smo že dali tudi neko pobudo, a ne, da bi nekako skupaj z upravniki definirali, ne, kaj pa je ta minimalni standard, a ne. Ker recimo pri avtomobilskem zavarovanju, ne, ko je država predpisala obvezno zavarovanje, ne, v bistvu v zavarovalnice smo zakon prepisali v naše splošne pogoje, ne, ker že sam zakon tako natančno definira, ne, zavarovanje, da smo v bistvu sam prepisali, ne. Ne moreš pa prepisati ustrezno zavarovanje, ne. Že tam, ko ga v nulo definiramo, ne, so problemi pa kompleksno, pa kaj ste s tem mislili, ne. Če pa rečeš ustrezno, je pa to v bistvu, ke da nisi nič povedal, ne. Tako da se nekako prizadevamo za neke te minimalne standarde, ne, in vsekakor potres bi bil definitivno ena od nevarnosti, ne, ke bi jo mi nekako predlagali, ne. Imate pol še kup drugih nevarnosti, ampak izziv ali pa problem potresa, mislim, problem so nevarnosti, ke vam lahko hišo porušijo, ne. Se pravi, ni problem toča vam uniči streho, ne, stekla, ne, ampak toča vam nikoli ne bo hišo uničila do nivoja, da jo boste mogli podirati, ne. Medtem ko razne, ne vem, požar, potres, ne, so pa šolski primer nevarnosti, ke če se zgodijo, ne, v neki res ekstremni obliki, ne, vam pa lahko praktično in hišo in blok sesujejo do tal. Kaj bi pomenilo ta res najhujši scenarij, ne? Kaj takrat, ko tudi država reče, okej, zdaj smo v teh izrednih razmerah, ne? Je to, Ja, kaj ne se vem, zgodi? zdaj, če pogledamo novo karto potresne nevarnosti, lahko v Sloveniji pričakujemo potrese intenzitete 8., 7. ali 6. stopnje. To je prav to, kar smo se prej pogovarjali, da pri 8. stopnji intenzitete se lahko slabe grajene hiše deloma porušijo, tudi znotraj dobro grajenih hiš se lahko porušijo stene, nastanejo večje razpoke, dimniki padejo na tla. Tako da zdaj čisto odvisno, koliko je grajena hiša, se pravi, najslabše so zidane hiše, tiste z neobdelanim ali pa obdelanim kamnom. A te so najslabše? Ja, te so najslabše in te so ravno v Bovcu, jih je Aha. teh ogromno, neobdelanega kamna, ki so se včasih gradile. Okej, zdaj, če pogledamo samo še dve stvari, se mi zdi, da moram vprašati. 24 ur po potresu se mi zdi taka, recimo, da se je streslo, ne, vi boste verjetno rekli najprej varnost, ne, vsi, saj to je logično, ampak kako zdaj to deluje? Ne vem, da imamo vaje, imamo vse, kakšna je ta komunikacija, kaj vi počnete takoj po tem velikem potresu, recimo 4, 5, no, Ja, ne želim, mislim, da 6, ne. naša naloga je kot seizmologi predvsem, da ocenimo in da damo v javnost magnitudo potresa, intenziteto potresa, potem smo tudi na vezi z civilno zaščito za reševanje, da smo na vezi, ker včasih mi dobimo kakšne sporočila od ljudi, da vemo, katera območja so najbolj ogrožena, kje najbolj potrebujejo ljudje pomoč. To je To je to. Pri vas je najprej Mi se, aktiviramo, tako kot sem že prej omenil, ne. Uprava sprejme sklep po najhitrejšem postopku, aktivirajo se ekipe, gremo na teren pomagat, kot pri poplavah recimo, ne, smo tudi pač pomagali ljudem recimo, ne. Tako da, tako kot sem rekel, ne, tisti popis škode na koncu pride, najprej naj ljudje poskrbijo za varnost, predvsem v prvi vrsti sebe, a ne, v drugi vrsti za svoje živali, ne, svoje premoženje, da pač preprečijo neko nadaljnjo škodo, ne, in vso papirologijo uredimo pol potem, ne. Tudi nekako komuniciramo, ne, takrat ravno na ta način, ne, da naj ljudje ne hitijo z neko prijavo škode, a ne, se pravi, ni nobene bojazni, da zdaj, ke pa v četrtek niste prijavili, ampak šele v petek, ne, zdaj pa ste se, ne, pač najprej zase, tako, ne. Še enkrat, ne, treba je ločiti te škode ali pa te dogodke, ki se sicer zgodijo, ne, ampak niso tako množični, a ne, in pa te dogodke, ne, o katerih sprašujete, ne, to so pač izredne situacije, ki zahtevajo izredno vodenje in izredne procese. Vi pridete pa potem čez en mesec, ne, na vrsto, ko vas kličejo, da ta zavarovalnica ni dobro razložila, zato mogoče tukaj res, ker smo proti koncu, še enkrat, na kaj naj bomo pozorni, ko sklepamo zavarovalno polico in
Na kaj naj bomo pozorni, ko imamo nepremičnino in nimamo zavarovalne police sploh, ne? Ja, takoj po potresu Agencija za zavarovalni nadzor nima nobene drugačne vloge kot recimo midva čisto Ja. privatnem življenju, se pravi pač brez panike, kar je bilo recimo po poplavah, smo dostikrat v kar nekaj primerih služili kot komunikacijski kanal nekako med drugimi državnimi organi in zavarovalnicami, pojasnjevali, da zavarovalnice, da so na terenu, da se nesporni del škode takoj izplača, pač pomirjali, da zavarovalnice svojo nalogo bodo opravile, a ne. Zbirali podatke, seveda, a ne, naša naloga je skrbeti tudi za varnost potrošnikov preko tega, da zagotavljamo oziroma da kontroliramo, da so zavarovalnice sposobne poplačati svoje obveznosti, se pravi pač zavarovalnice sprašujemo, koliko bo pa to za njih stalo, kako bo to vplivalo na njihovo kapitalsko ustreznost, a ne. Kakšne imajo recimo pozavarovalne programe, ali so že kontaktirali ali so že aktivirali svojo zaščito naprej, a ne. Takšne stvari. Ja, in potem spet se cikel zažene s ponovnim ozaveščanjem, a ne. Tako kot smo rekli, žal je naravna nesreča najboljša reklama za čim boljše sklepanje Mi bomo zdaj novih zavarovanj, a ne. Ja, mi bomo brez naravne nesreče zdaj šli v Ja. ta zadnji krog, Ja. pa bom rekel v redu, pa bom kar pri vas začel. Kaj naj torej zdaj, ko bodo rekli v redu, sem jih poslušal, ne, sem izvedel veliko stvari, ljudje najprej naredijo doma? Ja, najprej, kot smo rekli, je treba poskrbeti za to, da bomo osebno preživeli, se pravi, dajmo sklicati družino, dajmo definirati, dajmo pogledati, kje v hiši, v stanovanju so najvarnejši kotički. Dajmo se dogovoriti, na katerem zbirnem mestu se bomo srečali, se bomo zbrali, ko bomo pobegnili ven, a ne, če bo res grozen potres, a ne, da potem ne iščeš svojih otrok, a ne, da točno vsi vejo, kaj narediti v tem prvem trenutku. Lahko naredimo elektronski arhiv najpomembnejših dokumentov, zavarovalnih polic, investicijskih polic, osebnih dokumentov, pogodb, ki so nekje po papirjih, po mapicah. Dajmo imeti to, če že imamo prenosne telefone, ustrezno zaščiteno na svojem prenosnem telefonu, pa še na kakšnem. Takšne stvari. No, na to pa še pomislil nisem, imate prav, ne, da Ja, da če se poruši, to nimaš je, nič. ja, saj to imamo pač v zavarovalništvu so ti scenariji, ja, neprekinjenega poslovanja, ne, dajmo to tudi uporabiti pri svojem privatnem življenju, ne. In pa seveda preverimo, zdaj je čas, da preverimo, kaj pa imamo res zavarovano, ne. Kličemo svojega agenta. Pobezemo upravnika. Ja, da nam več kot zgolj dokumente pošlje, ne. Kaj bi vi rekli, kaj naj zdaj pogledajo ljudje doma po tem našem pogovoru? Jaz bi rekla, da prvo naj si pogledajo, kako ravnati ob potresu, ker velikokrat je še vedno zmotno prepričanje, da oziroma imajo to željo zbežati ven, ko začutijo potres, pa to nikakor ni priporočljivo, ker nam v tem času lahko kaj pade na glavo in to je največkrat kakšna vzrok smrtnih žrtev. Potem pa ja, pritrditi omare doma na steno, da se ne prevrnejo ob mogočem potresu, umakniti težke predmete s polic, ki so nad glavo, oziroma nad posteljo. Potem ja, tudi se pozanimati, na kakšnem območju se nahajajo, če so potresno bolj dovzetno območje. Pa ja, predvsem v kakšni hiši živijo, a ne. To recimo si lahko pogledajo tudi na spletni strani Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Imajo tak portal, kjer si lahko v bistvu vsak vnese podatke svoje hiše, letnico, tip gradnje in to. In
potem on da možen scenarij, kaj se bo zgodilo s to stavbo ob taki pa taki intenziteti oziroma moči potresa. Tako da to je dobro. Kar nekaj nalog, okej. Bomo z zavarovanjem končali, ne? Kaj Ja, naj najprej bi naredili? ljudem povedal dobro informacijo, da ni treba, da slikajo police, pa zato, ker imamo zavarovalnico, vso dokumentacijo pri sebi in tudi, če se v potresu zgubi, da ne skrbijo, da mi imamo vse, tako da to je prva dobra informacija. Druga, že prej kolegica razlagala, ne, pač imamo te potresne simulatorje, ne, ker s pomočjo neke moderne tehnologije z virtualnim pogledom nekako pokažemo ljudem, kaj to pomeni, ne, kaj to pomeni, če se treseš, ne, kaj to pomeni prijeti takrat neko stvar, ne, to je zelo zanimiva stvar, ne, tako da mogoče bi to povabil ljudi, ne, da pridejo probat, ne. To imate kje pri vas? To imamo pri nas, ja, Aha. v Triglav Labu, tako da vabljeni. Imamo tudi druge simulatorje, ampak ta simulator potresa je med ljudmi najbolj najbolj so, mislim, navdušeni pod narekovaj na tem, no, tako da je zelo fajn. Potem tretja stvar pa ja, to, kar smo že večkrat rekli, ne, sploh se pravi tako, ne, če živiš sam v hiši, ne, in sem sam odgovoren, pol lahko sam pripišem sebi, pač če nisem poskrbel, ne, ni noben drug kriv kot jaz, ne. In tudi, če mi država ne bo pomagala, ne, sem pa predvsem, tako kot je rekel Kennedy, ne, vprašajmo se mogoče, kaj mi lahko naredimo za državo, ne pa država za nas, ne. Če sem pa del neke skupnosti, ne, v tem primeru večstanovanjskega objekta, ne, pa ja, enostavno prek upravnika ugotoviti, kakšno zavarovanje imamo sklenjeno, ne, preveriti, ne vem, a smo že kdaj dali pobudo, ne, ker moram reči, da v bistvu ta delež zavarovanosti pri teh večstanovanjskih objektih je pa še malenkost nižja, ne, ker jasno pripisujemo temu, da je več lastnikov težje urejati, ne, niso vsega upravniki krivi, daleč od tega, ne, upravnik je v bistvu samo, upravnik naredi to, kar mu naročijo lastniki, pika, ne, in pa če mu lastniki ne naročijo zavarovanje potresa, on lahko predlaga, lahko mi upravnike ozaveščamo še toliko, če se pač te lastniki ne odločijo, ima pa upravnik čisto vest v smislu, sem predlagal, tudi hodimo kdaj na te zbore lastnikov, recimo, ne, na nadzorne svete, recimo ravno to, da pojasnimo ljudem ravno o teh stvareh, o katerih smo danes govorili, in probamo skupaj z upravniki nekako dvigniti to ozaveščanje, tisto, kar je pa lastnik svoje hiše, pa naj se sam sebe pač vpraša in naj naredi domačo nalogo, ki jo je pač Katja predlagala. Ja, to za konec. Kar nekaj nalog smo nam dali. Hvala lepa vsem trem, da ste prišli. Hvala lepa, da skrbite za ozaveščanje. Hvala lepa, da skrbite za obveščanje. Ne, a potresov se ne da ne napovedati, še vedno ne. Ja, ne, to bi pa poudarila, da ne. Lahko pa ocenimo, kakšne so verjetnosti, da se bo določeno območje streslo, pa s kakšno močjo. Bi pa pri tem, ker smo pri obveščanju, rada pozvala vse, ko čutijo potres, lahko na naši spletni strani izpolnijo vprašalnik, ali ste čutili potres, in s tem nam tudi pomagate, da boljše določimo intenziteto potresa in tako tudi pomagamo bolj drugim službam, da pristopijo, da ponudijo pomoč tam, kjer je najbolj potrebna. In hvala lepa, ker se vsem zahvalim, ne, da ste nam nalili čiste vode danes, ker imamo vodo, ne, da smo sami tisti, ki poskrbimo za svoje stvari. Tako, Hvala za vabilo. z veseljem. Vam pa hvala lepa, da ste bili z nami. Verjamem, da boste zdaj šli po vseh seznamih, sam že vem, da bom šel, ne, kje še nismo izvedli tega evakuacijskega plana, kakšna je moja zavarovalna polica in na kakšnem območju živimo. Tako. Hvala lepa, do naslednjič.